Primorskem tehnološkem parku smo si zadali vizijo, da bomo mladim omogočili že zelo zgodaj v izobraževalnem procesu prvi stik s podjetništvom in razvoj njihovih lastnih idej. Seveda, če želimo to narediti na pravi način, smo jih morali povezati z mentorji iz gospodarstva, iz izobraževalnih institucij in iz podjetniškega podpornega okolja. Na ta način mladi pridobijo veščine podjetnosti, ki jih potem lahko uporabijo v svoji karieri, ko se zaposlijo ali pač ustanovijo novo podjetje. Tudi če nadobimo prvih 3 mest, smo po našem mnenju že zmagali, ker smo dobili ene pomembne kontakte do ljudi, ki nas povežajo naprej za prihodnost in nam odpirajo vrata. Celo tekmovanje je bilo lepo, da sem se navadil, kako pričati in kako bi povedati in ta javna nastopanja. Smo imeli tudi eno delavnico od tega, tako da tebi popri so bili dobro tekmovanje tudi za naprej, da bom vedel zdaj, kako naprej v življenju naprimer me bo pomagalo. Ja, jaz sem zelo vesela, če lahko kaj svojih izkušenj in znanja delim tudi z naslednjimi generacijami. Zdi se mi prav, da stopimo skupaj, da podpremo ta zagon, ki ga imajo mladi, da jim damo nekaj samozavesti, mogoče kakšno usmeritev in da si skupaj naredimo lepši jutri. Vsa komisija se strinjamo, da je kvaliteta izdelkov tlele tako na nivoju podjetnikov, ki so tako tudi že starejši ali pa ki pridejo po resne denarje na slovenski sceni. Tlele so dijaki pokazali res super motivacijo, super ambicijo in zelo kvalitetne ideje. Najprej sem začela sama, ampak sem se zelo hitro že obrnila na profesorje na svoji fakulteti, da so mi malo pomagali. Potem sem se tudi prijavila na prvo tekmovanje samo z idejo in sem še tam dobila 2 mentorja, ki sta mi res ogromno pomagala, tako da veliko je mentorske podpore tudi zadaj. Treba je biti vztrajen, treba je probati veliko novih stvari, treba je pristopati do ljudi, pa ne se bati in nastanejo lahko super rešitve. Bodi pogumen, ne se bati, to je v bistvu glavno. In pa pri to tudi dokazujejo, da v bistvu, če se ne bojiš, lahko veliko pride iz tega.